Lep pozdrav v pravem jesenskem belokranjskem obzorniku. Začenjamo ga v črnomaljski občini, kjer živijo marljivi ljudje, ki vsak po svojih močeh soustvarjajo zanimive zgodbe, včasih tudi neupravičeno prezrte. Eno pomembnih in pogumnih so začeli snovati na Srednji šoli Črnomelj. S podporo občine in trojico vrhunskih belokranjskih strokovnjakov z področja računalniškega programiranja so združili moči in v želji narediti šolo bolj zanimivo za sedanje in bodoče dijake ter posledično povečati tudi vpis vanjo, so predstavili krožek Ustvarjanje videoigre, v katerem bodo udeleženci lahko pridobili izkušnje s področja programiranja in 3D oblikovanja. Proučili smo tuje prakse, kaj se v tujini dogaja tudi v sosednji Hrvaški in ugotovili, da je zelo interesanten program programiranja videoiger. To ni igralništvo, to je programiranje, oblikovanje, modeliranje, robotika, tudi osnova za robotiko. Najprej so v odprtem kurikulu v program strojnega tehnika uvedli programiranje in modeliranje ali z drugimi besedami robotizacijo. Programiranje videoiger ni igralništvo, poudarja. Kdor to veščino obvlada, ima ogromno znanja, ki je v današnjem času izjemno uporabno. Ker pa programiranje videoiger v Sloveniji kot poklicni standard zaenkrat še ne obstaja, so se odločili za krožek. Imamo 3 vrhunske strokovnjake, zunanje strokovnjake, tukaj, ki so se vključili tu in smo prepričani, da bo ta zadeva dobro stekla in da takrat, ko bo poklicni standard oblikovan, da bomo lahko inkorporirali tudi v obstoječe programe. Za kar bodo potrebni ustrezni kadri, ki pa jih Bela krajina ima. Mi se trudimo zdaj zadnje pol leta s zgodbo. Lahko rečem, da sem kot župan presenečen, kako velike kadre oziroma pravzaprav sposobni ljudi, ki imajo mednarodno veljavo, imamo v našem okolju, samo nismo jih znali najti. In to je tudi ena od stvari, ko pravim, v tem naši Beli krajini je veliko draguljev, samo ne znamo jih izkopati. Jure Mali, Dušan Vukčević in Gregor Doltar so danes v 3D svetu programiranja izjemno uspešni, tako doma kot v tujini. Za samouki so desetletja učenja in raziskovanja, to znanje pa želijo deliti z mladimi. Cilj tega krožka je spodbuditi pa pokazati udeležencem, da so priložnosti v tem 3D svetu, da imajo dejansko, da se ponuja veliko v bodočnosti veliko služb, poslovnih priložnosti in tako naprej. Hkrati bodo spoznali tudi nekatere elemente programiranja, modeliranja, izdelave 3D modelov. Udeležbo pri krožku so ponudili vsem dijakom srednje šole ter 8. in 9. vseh belokranjskih osnovnih šol. Slušatelji bodo osvojili prvine timskega dela, viharjenja možganov in podobno. Znanje je na internetu sicer dostopno vsakemu, a tisto, kar je pomembno, je usmerjanje, pravijo mentorji. Že dolgo časa gledam v tej smeri, da bi nekaj poskušal na lokalni ravni, ker imam izkušnje nekaj že v tujini, pa tudi v Ljubljani, recimo Novo mesto, tukaj se mi zdi premalo dogaja. Vem pa, da je ogromno mladine, ki ima ogromno talenta in nekako rabijo ta prvi poriv, da začnejo nekaj delati oziroma da dobijo neke izkušnje na tem delu. Ker pomembno v tej starosti se mi zdi, da je najbolj ta, da poskusijo čim več stvari, ki potem se odločijo lahko, kar jim je všeč. Recimo, tudi sam sem poskušal ogromno stvari, ki mi niso bile všeč in nisem delal naprej. In tudi tukaj je zanimivo, če jih zdaj zanima, mogoče jih ne bo, čez pol leta bodo delali kaj drugega, ampak izkušnja še vedno ostaja. In še vedno bodo imeli izkušnjo za naprej, če nič drugega, ostane izkušnja v timskem delu, v delu v digitalnih medijih in tako naprej. A ne gre zgolj za tehnično znanje, pomembno je tudi kreativno delo. Ideje so tiste, ki štejejo in pa seveda veliko volje do programiranja, dodaja Vukčević, ki dela za številne tudi svetovne znamke in je za svoje delo že prejel prestižne nagrade. Sama šola je nekako vodilo
pomoč pri individualnem delu, ne, ker nič se ne more človek naučiti v šoli, kar bi lahko potem, ne vem, bil najboljši, med najboljšimi, je potrebno samostojno delo, ampak se strinjam, da je potrebno vsaj neko vodenje, nek uvod v to branžo. Kajti vsaka pot se mora nekje začeti, izkušeni mentorji pa so dragocen pripomoček. Ljudje, ki bodo prišli skozi ta krožek, bodo dobili občutek in usmeritev, kam naj se naprej usmerijo. Ne bo pa to še, da bi bili dejansko zaposljivi, ampak če bodo potem še vlagali trud v to zadevo, bodi s programiranjem ali izdelavo igric, potem pa bo dolgoročno bil nek rezultat. Da so današnji učni programi zastareli, se strinja tudi župan, drugačne pa so tudi zahteve trga, pravi, ki se jim moramo prilagoditi. Dejstvo je, da je gaming, pa ne gaming v tem svoji ime je morda nepriljubljeno, ampak jaz rečem 3D programiranje. Torej, programiranje z najmočnejšimi orodji Unity in pa Blender, s katerimi pravzaprav lahko programiramo vse, od vizualizacije poslovnih procesov, kar je meni recimo blizu, jaz sem strojnik, na koncu tudi do enih 3D video igric, ki so v današnjem času pravzaprav že didaktični in učni pripomočki. Bodoči mentorji so predstavili svoje delo ter orodja in programe, ki se uporabljajo pri 3D programiranju. Njihova uporaba je zelo široka, od modeliranja, simuliranja, 2D risanja do uporabe v filmih, pri vizualnih efektih, v arhitekturi, marketingu in pri igricah ter tako naprej. Pri projektu jih podpira največji slovenski multinacionalni razvijalec videoiger Outfit 7, ki je najbolj znan kot ustvarjalec aplikacije Talking Tom and Friends in medijske franšize. Imamo za partnere tudi bivšega tehničnega direktorja tam, tako da smo tudi se dogovorili, da tisti dijaki, tisti učenci, ki bodo najboljši, se pravi, izrazili interes, bodo se lahko udeležili tudi njihove poletne šole, summer seminar, in verjetno tudi bomo kako finančno pomoč dobili. Na srednji šoli Črnomelj torej orjajo ledino, so prvi v Sloveniji s tovrstnim krožkom, ki bo deloval na takšen način. Poleg tega pa so prek skupine gospodarstvenikov na Center za poklicno izobraževanje že vložili pobudo za oblikovanje poklicnega standarda – programiranje videoiger. Čakajo nas še nekaj zahtevnih korakov, seveda podpora na vseh nivojih v Ljubljani je, tako da računamo, da bomo uspeli na nek način uveljaviti en drugačen pogled, en drugačen pristop, predvsem pa en drug program, ki bo privabil pa ne samo mlade iz Bele krajine. Pravzaprav mi želimo, da bi bili privlačni za mlade iz Ljubljane. Tako da pogovor imamo z ministri, z strokovnjaki na tem področju. Računamo, da to bo v roku 2 let. V tem času bodo mentorji krožka za nov program izobrazili na šoli zaposlene in če bo šlo vse po načrtih, bo nov program zaživel. Da zanimanja zanj že sedaj ne manjka, pa nam je potrdila polna dvorana učencev in dijakov, ki so prisluhnili predstavitvi novega krožka. Ostajamo v šoli. 5. oktober je bil svetovni dan učiteljev. Dan vseh, ki svojim pomembnim in zahtevnim delom sooblikujete prihodnost naše družbe. Še bolj poseben je bil za vse v podzemlju, saj so uradno odprli nov prizidek osnovne šole. Da je Bela krajina lepa dežela, potrjuje tudi dejstvo, da se tu viša število prebivalcev. To pa se pozna tudi na infrastrukturi. Nov prizidek osnovni šoli je bil še kako potreben, saj v zadnjih letih beležijo povečan vpis otrok v šolo. Danes smo zelo ponosni vsi skupaj v osnovni šoli Podzemlj, ker smo dobili nove prostore in novi prizidek k naši šoli, tako da prostorskih težav zaenkrat ne bo več. V zadnjih letih se dogaja, da imamo povečan vpis, tako imamo že 4 leta po 2 oddelka od 1. do 4. razreda, prej pa je bila šola razredna. Tako da zdaj te
Dejansko 3 nove učilnice in novi prostori za učitelje pomenijo to, da lahko otroke sploh sprejmemo v našo šolo. Ja, moram reči, da smo izjemno zadovoljni, namreč postavili smo si rok 1.9. morajo biti otroci v novih učilnicah in nam je uspelo, čeprav ni bilo lahko, vemo, kaj se je vse dogajalo v gradbeništvu, vendar smo potem skupnimi močmi nekako pripeljali do tega, da so lahko otroci prišli v nove učilnice na prvi šolski dan. Sredstva za ta pomemben dodatek šoli so pridobili tudi od države. Ja, imeli smo srečo, da je Ministrstvo za šolstvo objavilo razpis, na katerega smo se prijavili in od celotnega stroška 980 tisoč evrov je polovico financiralo Ministrstvo za šolstvo, 90 tisoč Ekosklad, razliko pa občina Metlika iz svojega proračuna. Po svečanem odprtju so si vsi hiteli ogledati nove prostore. V prizidku so se takoj udomačili razigrani najmlajši šolarji. V letošnjem šolskem letu imamo vpisanih 166 učencev, če samo povzamem, da smo recimo 3 leta nazaj imeli 122 učencev, tako da se število povečuje in še narašča. Tudi v prihodnjih letih bi se znalo zgoditi, da bomo imeli po 2 oddelka prvih razredov in drugih. Ja, po eni strani smo srečni, da do tega prihaja, kar pomeni, da se je nek trend obrnil, da mlade družine tukaj ostajajo oziroma se celo priseljujejo od drugod. Seveda me pa sploh nisem zaskrbljen zaradi podzemlja, namreč tukaj je ta trend priseljevanja največji in v naslednjem letu pričakujemo še kar nekaj novih družin z otroci, saj se tudi nova zemljišča tukaj v okolici odpirajo, tako da bojo mlade družine v podzemlju našle lep kraj za bivanje. Dogodek so s pestrim belokranjskim kulturnim programom popestrili šolarji. Čobanče je leglo, čobanče je leglo, zaspalo, zaspalo. Manjkala ni niti harmonika. Veselo in razigrano pa je vselej na Gačah. Od zdaj še bolj. V občini Semič se je začel praznični mesec. 28. oktober je namreč občinski praznik. Praznovanje so začeli s pridobitvijo za prihodnost občine. Otrokom so namreč predali v uporabo nova igrala. Tu je od zdaj še bolj pestro in razigrano. Semiška občina je v sklopu participativnega proračuna postavila nova otroška igrala. Tako da smo te pridobitve zelo veseli in gotovo jih bodo oziroma so je veseli tudi tukaj. Videli smo, da je otrok veliko, da so jo že s pridom uporabili, preizkusili in bo služilo svojemu namenu. Tega smo veseli. Tiste prej, ki so bila bolj majava, pa malih je bilo, zdaj so pa ta velika pa boljša. Smo dobili tobogan. Pa smo dobili zipline, gugalnico pa jurčka. Zipline, gugalnica, tobogan in koniček za gumcat. 2 leti nazaj smo bili uspešni na razpisu na Semiški občini, kjer smo se prijavili za igrala, tako da ja, letos smo jih pa dobili. Ja. Smo zelo veseli, dobili smo 4 vrste igral, tako da v drugem letu pričakujemo, da bomo še postavili trampoline in še določene druge. In pa plezalni stolp, kjer bo bil z daljšim ziplinem in pa s plezalno steno ter prostim padem. Tokratni projekt je vreden dobrih 16 tisoč evrov, je pa eden izmed 14 v sklopu participativnega proračuna. Prejeli smo jih več, ampak potem je šlo skozi sito. Lani smo izvedli 7 projektov različnih, od raznih cest, mogoče kakšne manjše prepustitve, ureditve ekoloških otokov, recimo igral je bilo kar veliko. Igrala so ena izmed 5 igral, ki smo jih že
tudi postavili, se pravi, ta so 5. Po različnih krajih, bila so nekatera že v lanskem letu, nekatera v letošnjem. Seveda gre za manjše projekte in bomo s tem tudi še naprej nadaljevali, ker se mi zdi, da ljudje potem bolj čutijo, da so to tisto, kar so sami želeli, kar so sami predlagali. Za nas je pa tudi pomembno, da gremo ljudem naproti, da če si nekaj želijo, potem gotovo bodo to tudi uporabljali. Mi smo začeli usmerjati program naš predvsem v poletno sezono, kajti za zimsko imamo stvari že nekako urejene, v poletju pa treba še marsikaj postoriti. Ta trenutek, 2 dni nazaj so začeli delati enem večjih pustolovskih parkov v Sloveniji, tukaj gor projekt Zipline se dela po tej veliki strmini dol, tako da bo bil podoben kot v Planici. Res se trudijo, jaz sem res iz srca hvaležna, da vztrajajo kljub raznim zaprekam, ki se pojavljajo. Če ne drugega, če imamo veliko snega, je pa korona, pa ne morejo obratovati in potem sedaj se malo bojimo, kakšna bo zima zaradi energetske varčevanja in na področju energetike. Tako da vsako leto nekaj pride, ampak ljudje še kar vztrajajo in snujejo nove projekte, tudi adrenalinski oziroma glamping prostor se pridno ureja, nastaja, pripravljajo se na razpise za sofinanciranja, res se trudijo in res jim čestitam in sem hvaležna, da lahko delamo z roko v roki in da je občina tudi tista suport, ki ga na tej poti potrebujejo. Čeprav je zakonodaja tako zastavljena, da imamo velikokrat občutek, da smo jim bolj v bremzo in v coklo, ampak poskušamo biti še na varni strani in slediti temu njihovemu entuziastu in pa tudi viziji razvoja. Ob odprtju novih igral je športno društvo Gače pripravilo pravi športni dan. Ob tej priložnosti imamo poligon za otroke, tako kolesarski kot tekaški, potem imamo malo paintballa, spoznavanje ostalih igral, ki so jih danes otvorili, in pa svež zrak je najboljši za zdrav duh. Smučarsko društvo je zelo aktivno, saj ima za naslednji 2 zimski sezoni pripravljenih že 22 dogodkov. Začnemo že pred 5. novembra z smučarskim sejmom oziroma smučarska tržnica v Novem mestu, potem nadaljujemo v Semiču, prav tako smučarskim sejmom, in pa seveda vse možne tečaje, tako božični kot zimski tečaji, svetovni dan snega, ki je brezplačno smučanje za vse otroke. Potem imamo zimske počitnice, Prešernov tečaj, tako da dogodkov bo polno na smučišču Gače, vsako soboto in nedeljo se bo nekaj dogajalo, upamo samo, da bo sneg in pa cenejša elektrika. Na Gačah pa si po uspešni poletni sezoni želijo snega bogate zime. Pripravljeni, 14 dni nazaj smo dobili obratovanje dovoljenja spet za naslednjih 2 leti. Topovi so servisirani, teptalci so servisirani. Kolikor bo možnost za zasneževanje, bomo začeli zasneževati. Naj vam povem še eno dobro novico, da mi, eni redkih v Sloveniji, če ne mogoče celo edini, ne bomo kart nič podražili. Podražili bomo samo letne karte, to jih tako vsako leto dražimo, ampak kar se tiče pa dnevnih, 3-urnih, otroških, mladinskih, ne bomo niti za evro podražili ceno. Skupaj s športnimi navdušenci z nestrpnostjo pričakujejo nižje temperature. V Beli krajini, zibelki partizanstva, so se med 2. svetovno vojno pripetili razni tragični dogodki. Mineva 80 let od hudega zločina na Blatniku pri Črnomlju, kjer so življenje izgubila 4 mlada dekleta. Ob obletnici je Združenje borcev za vrednote NOB Črnomelj uredilo spomenik, kjer so bila dekleta ustreljena. Dogodek so obeležili s spominsko slovesnostjo. Pred 80 leti so se na tem mestu odvili strašni dogodki. Razposajena trgatev se je spremenila v tragičen zločin. Italijani so po neuspeli roški ofenzivi sestopali v Belo krajino iz Kočevskega Roga. Pri tem so v vinogradu ujeli 4 punce, za katere so posumili, da so partizanke, kajti bile so na kratko ostrižene, imele so hlače, ne kril. Zvezali so jih na kraju, odpeljali, celo noč mučili in na koncu ubili. Okrutnim dogodkom je bila priča babica Bogdana Škofljanca.
v bojazni, da bi bila lahko med njimi njena hčerka, torej pozneje moja mama, ki je ravno tako bila v Partizani, takrat že 7 mesecev, je šla pogledat, kaj se tam dogaja v Zoričevim kleti, tam, ker so te punce Italijani zaprli. Italijanski stražar jo je nagnal, potem pa je počakala, da se je stemnilo in je šla okrog po eni koruzi in se približala te kleti, temu kevtru, kjer so bile punce, se je približala na svojih največ 30 metrov in je slišala, kako so dekleta jokale, kako so kričale. Najstarejša med njimi, verjetno je sklepala je to, je prosila, pustite najmlajšo, vsaj njo pustite pri miru. Cela enota jih je celo noč posiljevala. Slovesnost je bila polna čustev, predvsem potomcev padlih deklet. Sem čustvena oseba in nekako sem s tem tudi rasla. Stala sem bila 13 let, ko mi je ate umrl, se pravi, on še ne 52. In jaz sem to poslušala zmeraj o tej vojni, o tem rabu, o ubitju Zinke in tako naprej. S zmešanimi sem pa vesela, da se je to naredilo, da smo tudi pred 4 leti obudili to, kar smo. In Marjanu se res iskreno zahvaljujem, da me je poiskal in da smo tudi ostale, da smo to naredili, kar je tukaj zdaj. Ja, malček je bil hudo pri srcu, ko se spomniš, kaj sta preživeli, kako sta trpeli. Pač lep dogodek je bil, pa smo čutili željo, oziroma dolžnost, da pridemo, da se jima poklonimo. Spomenik je bil sicer postavljen leta 1978, zdaj je obnovljen in nadgrajen. Na tem kraju smo postavili informativno spominsko tablo, na kateri je opisan dogodek oziroma zločin, ki se je zgodil na tem kraju, tako da ima ta kraj novo podobo. Vsak obiskovalec, ki pride na ta kraj, lahko na kraju prebere, kaj se je dogajalo in si ustvari sam svojo sliko o tem dogodku. Moj oče je bil tudi partizan, pa moj tast je bil partizan, ampak oni zelo neradi govorijo o teh grdih dogodkih. Včasih prav pogrešaš, da bi malo več vedel. Slavnostni govornik je bil nekdanji obrambni minister Janko Veber. Med drugim je tudi dejal, da ni prav, da morajo za vojne spomenike skrbeti občine. Ključno, kar kliče po spremembah na področju vojnih grobišč, je, da se upoštevajo prava zgodovinska dejstva. Mi še do danes nimamo ugotovljeno, kje so pokopani slovenski vojaki, ki so padli v času narodno-osvobodilnega boja ali v prvi svetovni vojni, in to je potrebno narediti seznam in tudi po DNK metodi ugotoviti njihova imena, priimke, sorodnike. Ni tudi dobro, da občine skrbijo za spomenike, ker so partizani, bili borci države in država mora skrbeti za te spomenike v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Zavzema se tudi za predlog sprememb in dopolnitev zakona o vojnih grobiščih. To želimo, da je jasno zapisano tudi v tem zakonu, da se ta državotvorna dejstva spoštujejo in da se tudi državniške časti izkazujejo vojskam, ki so pripomogle k nastanku države, tako Jugoslavije in njene pravne naslednice Republike Slovenije. Sporočilo je, da partizanskih spomenikov ne zanemarjamo, ampak da se spominjamo, zakaj so bili postavljeni in kaj se je na teh krajih dogajalo. Kajti sam spomenik po sebi ne pove nič, če nima zgodbe. In zgodbe je potrebno ohranjati, da ostajajo za naše kasnejše rodove. Kot organizator lahko povem, da sem zelo zadovoljen, kajti veliko število ljudi je danes dokazalo, da partizanstvo v Beli krajini še kako močno živi in nikoli ne bo šlo v pozabo. Ja, jaz sem bil s strani podpredsednika Zveze združenj borcev Črnomelj povabljen, da spregovorim par besed, ker je ena od tukaj pokopanih partizank tudi iz občine Metlika. Z veseljem sem se odzval, namreč prav je, da ljudje
ponovno to zgodovino na nek način vzamejo za svojo, saj zadnjih 30 let se nekako zgublja to zavest, kdo so bili partizani in koliko žrtev so dali, da danes lahko živimo v svobodni Sloveniji. Po slovesnosti so se udeleženci tako svobodno družili ob partizanski pesmi. Mi pa se lahko svobodno sprehajamo po čudoviti belokranjski naravi. Izkoristite jo, ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!